V prostorih Rdečega križa v Murski Soboti je potekala predstavitev publikacij, ki sta nastali v sklopu projekta Lahko jem. Gre za čtivo, ki vsebuje približno 100 različnih receptov za pripravo zdravega obroka, obenem pa tudi vsebuje smernice za zdravo življenje. Zakaj smo se lotili tega projekta zahtevnega? Namreč dejstvo je, da število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi narašča oziroma se nenehno povečuje. Zato želimo prispevati k opolnomočenju bolnikov s temi boleznimi, k učinkovitejšemu zdravljenju in pa k zmanjševanju zapletov. Ta cilj bomo dosegli s pripravo in izdajo publikacij s praktičnimi in strokovnimi nasveti za prehrano bolnikov pri sladkorni bolezni tipa 2, potem pri prekomerni telesni teži in debelosti, pri visokem holesterolu oziroma visokih trigliceridih in pa četrta publikacija, ki jo bomo izdali, pa je Lahko jem pri visokem krvnem tlaku. Posebej bi želela poudariti, da so publikacije usklajene ne samo s sodobnimi znanstveno potrjenimi in sprejetimi smernicami na tem področju, temveč tudi z gradivi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, namenjenim bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki so v obravnavi v referenčnih ambulantah, zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma v centrih za krepitev zdravja. Že izdane publikacije in tudi nadaljne, ki so trenutno v pripravi, pa bodo izdane tako v slovenskem kot v madžarskem jeziku. Torej, doslej smo izdali 2 publikaciji, to je Lahko jem pri sladkorni bolezni tipa 2 in pa Lahko jem pri prekomerni telesni teži in debelosti. Avtorja teh publikacij sta primarij magistra Branislava Belovič in pa gospod Rok Poličnik, magister dietologije, specialist klinične dietologije. Prevod publikacij v madžarščino je naredila prav tako zdravnica gospa Teodora Petraš in pa še praktična informacija mogoče, da obe publikacije sta že na voljo na spletni strani Pomurskega društva za boj proti raku. Sedaj bi prosila gospo Branislavo Belovič, da poda osnovne podatke o teh že izdanih publikacijah. Do sedaj smo naredili 2 publikaciji pod naslovom Lahko jem pri sladkorni bolezni tipa 2 in Lahko jem pri prekomerni telesni teži in debelosti. Torej, publikaciji sta v elektronski obliki, ne bodo tiskani, ampak so v elektronski obliki. Torej, če govorimo o nekih osnovnih podatkih, približno 140 strani je te publikacije. Zelo sem vesela, da smo lahko povabili tudi eminentnega strokovnjaka kot soavtora, gospoda Poličnika, ki se na nacionalnem nivoju ukvarja z prehrano. Tudi naši recenzenti so eminentni strokovnjaki z tega področja, docent dr. Sergej Birkmajer, doktor medicine, in pa dr. Jelka Zaletel, prav tako doktorica medicine. Kot sem že omenila, sta obe publikaciji tudi v madžarščini, kajti prvenstveno zaradi tega, ker ljudje pri nas oziroma je madžarska manjšina, nacionalna manjšina. Torej, to so taki osnovni podatki o sami publikaciji, o samih publikacijah. Kaj je bilo pa tisto osnovno vodilo pri pripravi, pri nastajanju teh publikacijah? Tisto osnovno, na kaj smo želeli posebej dati poudarek, je to, da smo pravzaprav želeli prevesti smernice zdrave prehrane oziroma smernice za prehrano bolnikov s kroničnimi boleznimi vsakdanje življenje. To pomeni v jedi na krožniku, preprosto povedano. Potem v ospredju je tudi bilo to,
da so ta priporočila in recepture primerne za prehrano celotne družine, kajti zelo težko si predstavljamo, da imamo bolnika v družini ali celo dva bolnika z različnimi kroničnimi boleznimi in da se v družini potem pripravlja 5 menijev. Torej, danes vemo, da je prehrana pri omenjenih boleznih ne zahteva neke posebne diete, ampak gre za zdravo prehrano, ki je prilagojena vsaki bolezni. Torej, prav tako smo želeli, da so ta priporočila, nasveti in zelo preprosti, razumljivi, enostavni in da so kuharski recepti oziroma da so jedi zelo enostavne iz tistih sestavin, ki so nam dostopne in da jih lahko pripravi vsaka gospodinja. In to, kar je že bilo omenjeno, da sta publikaciji oziroma da bodo vse publikacije usklajene z gradivi Nacionalnega inštituta, ki se prav tako uporabljajo v primarnem zdravstvenem varstvu pri zdravljenju bolnikov z omenjenimi boleznimi. In če je mogoče to, kar smo si zelo želeli, da so publikacije zelo široko dostopne, zato je tudi ta elektronska oblika. Mogoče za sedanjo populacijo bolnikov je to nekoliko težje, ampak vse bolj smo vešči računalnikov, tako da mislim, da bodo publikacije dosegle svoj namen. Publikacije lahko razdelimo na dva osnovna dela, torej v prvem delu, lahko rečemo teoretičnem, z nasveti, s priporočili, in pa tisti drugi del, kjer so kuharski recepti za preproste in enostavne jedi. Torej, v tistem prvem delu smo predstavili v priporočilih in nasvetih ureditev ritma prehrane. To je zelo pomembno, da si res uredimo, da imamo red v prehrani. Potem je tu zelo pomembno poznavanje živil, predstavili smo posamezne skupine živil, prednosti uživanja posameznih živil znotraj skupin, recimo, če vzamemo skupino ogljikohidratnih živil, polnovredna žita, polnovredni kruh in tako naprej. Potem sledi pravilno kombiniranje živil, zdrav krožnik, neka razmerja, da znamo narediti. No, potem bi tukaj tudi poudarila še posebej bolniki oziroma tudi drugi, ki se prehranjujejo zdravo, potrebujejo določene veščine. Torej, moramo poznati, kako se sedaj prehranjujemo oziroma znati nekako zelo grobo oceniti to svojo prehrano in potem najboljše s strokovnjakom v zdravstvenih domovih, primarnem zdravstvenem varstvu, mogoče videti, kakšen bi bila najbolj ustrezna prehrana. Potem sledi načrtovanje prehrane, poudarek smo dali tudi nabavi živil, posebej smo recimo tukaj izpostavili potrebo po tem, da beremo označbe na živilih, kajti večino živil je predelanih in vsebuje veliko sladkorja, maščob, soli in drugih snovi. Potem seveda vse tisto, kar smo izbrali, zdrava živila oziroma živila iz vseh skupin, je potrebno, da jih pripravimo na zdrav način, da oblikujemo zdravo porcijo. Podani so tudi primeri jedilnikov, pri sladkorni bolezni tudi tipa 2 tudi z izračuni. Potem smo poudarili še pomen telesne dejavnosti, v drugem delu pa smo dali kuharske recepte, lahko rečem, za različne jedi, zelo preproste, sprejemljive za naše prebivalstvo, za naše okolje. Mogoče tukaj samo malo lahko vidite, da res gre za zdravo izbiro. Uporabljali smo veliko lokalno pridelanih živil tudi pri pripravi samih jedi za
za fotografiranje z domačih vrtov, potem veliko je teh različnih polnovrednih živil, torej testenin iz polnozrnate moke in tako naprej. Veliko zelenjavnih jedi, zelenjave seveda pripravljene na preprost način. Seveda nismo pozabili meso, poseben poudarek je tudi na ribah, kajti premalo je rib v naši prehrani in to tiste ribe, ki so, bom rekla, dostopne, ki jih pri nas lahko dobimo in so tudi nekakor cenovno nekjer tu, da jih lahko kupimo. Na solatah je velik poudarek, tukaj smo lahko zelo z veliko domišljije jih lahko pripravljamo, lahko jih na najbolj preprost način lahko povečamo količino zelenjave sveže zelenjave v naši prehrani. Seveda nismo pozabili sladice, sicer te bolj bazirajo večinoma na sadju, so bolj zdrave, so z manj sladkorja, z manj maščob, seveda, če si pa tudi zaželimo kaj tistega, kaj ni tako zdravo, pa potem se zaužije zelo majhna količina, da si potolažimo željo. No, dali smo tudi uporabne spletne povezave, da si potem lahko uporabniki pogledajo relevantne, strokovne, znanstveno potrjene informacije. Internet je poln vsega, velikokrat ljudje posegajo po različnih neprimerni viri, ampak tukaj smo dali najbolj primerne vire z zadnjimi dokazi znanstvenimi, zadnja strokovna navodila. In seveda dali smo tudi seznam zdravstvenih domov oziroma zdravstveno-vzgojnih centrov za krepitev zdravja, kjer lahko bolniki dobijo informacije. Publikacije so bile prevedene tudi v madžarski jezik. Ja, moja naloga je bila pač, da prevedem te publikacije v madžarski jezik. Zdaj na področju javnega zdravja se vedno trudimo, da javnozdravstvene vsebine podamo ljudem na zelo preprost, enostaven, razumljiv način in da je ta način tudi kulturi primeren. In zdaj seveda sem sodi tudi jezik, ne? Tako da, če želimo ljudi seznaniti, pritegniti, da nekaj spremenijo, recimo na svojem življenjskem slogu, kar ni tako enostavno, potem seveda tudi preko jezika vse te strokovne vsebine ljudem približamo. Seveda se trudimo, da so, kot je že doktorica rekla, da so te vsebine na čim bolj enostaven način, na čim bolj razumljiv način podamo in da s tem ljudi pritegnemo. Moram povedati, da to ni moja prva izkušnja, z dr. Belovičevo sodelujeva že kar precej časa, lahko rečem 20-25 let in v vseh teh preteklih letih smo se trudili, da te zdravstvene vsebine podamo tudi v madžarskem jeziku ali v obliki tiskane izdaje, kakšne publikacije ali v elektronski obliki. Nenazadnje tudi najina, lahko rečem, oddaja na madžarskem radiju že teče 20 let, ker gre tudi za avtorsko oddajo, je doktorica avtorica, jaz pa to prevajam in izvajam na radiju. V glavnem izkušnje so dobre, vsaj do sedaj so bile dobre, jaz pričakujem, da bodo zdaj tudi, da bodo te publikacije lepo sprijete. Sicer seveda pri prevajanju je pomembno, da zadevo prevedeš, ne, seveda, besede prevedeš, hkrati pa je tudi pomembno, da nekako ohraniš stil ali pa duh pisanja ali pa stil pisatelja, kar ni vedno tako enostavno. Recimo, dr. Belovičeva je tudi umetniško nadarjena in tako naprej, jaz sem čisto nasprotje, ne, tako da včasih je težko tudi njene izraze, njene, bom rekla, formulacije ali oblikovanje prevesti, ampak človek pridobi izkušnje, včasih kaj tudi človek pogleda kje, ne, da dobi kakšno idejo. Je ena lepa izkušnja, prijetna izkušnja,
In ne glede na to, da se s tem ukvarjamo že kar precej časa, že 20 let, vedno je nekaj novega. Ne? Lahko bi rekli, da so recepti isti, saj vedno eno in isto, vendar vseeno ni to tako. Ne? Vedno je nekaj novega, vedno se nekaj naučiš, tudi jaz, sicer nisem neka posebna kuharica, ampak kljub temu vseeno enostavno te pritegnejo te drobne, bom rekla, drobni triki, s katerimi lahko izboljšaš tisti obrok ali tisto hrano. Tako da je to dobra zgodba. V prihodnje naj bi izdali še 2 publikaciji, in sicer Lahko jem pri visokem holesterolu in trigliceridih ter Lahko jem pri visokem krvnem tlaku.